Završi po njuzu, to je tako kot en čebeljak, kot eno mravljišče. Ne? Če hočeš biti dober novinar in dober voditelj, moraš veliko znati, kar pomeni veliko brati. Moji spomini na pop so seveda vezani na oba sovoditelja, tako da moj nasvet je, če ne veš, vprašaj. Res hvala, da ste si še vzeli čas za pop, ker je bil včasih vaša služba. Z največjim veseljem. Pop je meni veliko dal, jaz upam, da tudi sama nekaj njemu, ampak to je bilo eno lepo, lepo obdobje mojega življenja. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodita Nataša Pirc in Matjaž Tanko. Kakšni so spomini na vodenje osrednje informativne oddaje? Moji spomini na pop so seveda vezani na oba sovoditelja, na Sandija Salkiča in seveda kasneje na Matjaža Tanka. Dober večer. Dober večer. Lepo pozdravljeni. Matjaž Tanko je človek, ki se ga res velikokrat spomnim. Velikokrat smo se hecali v desku, da Googla sploh ne rabimo, ker je Matjaž vedel preprosto vse. Govor je pravilen! Bil je en tak sonček, en tak človek predan svojemu poklicu. Veliko je dal vsakomur, ki je delal z njim, ampak če mi dovolite, ena zgodba mi bo zavedno ostala zapisana v spominu. Namreč, to so bili časi, ko sva jaz in Matjaž vodila 24 ur, je prišla Esmeralda v Slovenijo. In seveda je bila gostja te oddaje. Ne? Potem so se mi pripravljala, kako bo sprejela, kaj jo bo vprašala. In Matjaž mi tega ni povedal. In potem se odvija tako, kot je bilo po scenariju, vsak nekaj vprašanj. Na koncu pa Matjaž Esmeraldi reče: a vas lahko še nekaj prosim? Prevajali so ji. Potem v španščini ustreli in reče: mi puedo tocar, a se vas lahko dotaknem? In se Esmeralda zasmeji in jo Matjaž poboža. In to je bil konec tega intervjuja. To mi je tako ostalo v spominu. To je bil Matjaž. Kakšna modrost, kaj v bistvu danes v drugi funkciji spomnite na njega, kaj bi on mogoče rekel v neki situaciji? Matjaž je vedno znal svetovati. Predvsem je pa vsem nam polagal eno stvar na srce in dušo. Če hočeš biti dober novinar in dober voditelj, moraš veliko znati, kar pomeni veliko brati. Slovenci zagotovo smo narod letalcev, saj imamo enega pilota na 2500 prebivalcev, kar je več kot v Združenih državah Amerike. To je poklic, kjer en dan ni enak drugemu, kjer ni nikoli dolg čas. Bolj se spominjam dogodkov, umor Kennedyja, oziroma ali je letalo padlo dol. Letalo z najmlajšim sinom ubitega ameriškega predsednika pogrešajo od petka zvečer. Mislim, da sem bila jaz dežurna tisti dan, ko je umrla princesa Diana. Umrla je v prometni nesreči v Parizu, skupaj z njo pa je bil v avtomobilu tudi njen zadnji ljubimec Dodi Fayed, ki je prav tako umrl za posledicami nesreče. To so stvari, ki ti ostanejo. Takrat završi po njuzu. To je tako kot en čebeljak, kot eno mravljišče. Ko se nekaj takega zgodi, vsi vejo, kaj je potrebno narediti za to, da bo zvečer oddaja takšna, kot je treba. Vsak posameznik v tem timu da en tisti kamenček v mozaik odličnosti na koncu tega, da kot tim narediš vrhunski izdelek. Kaj pa od takratnega znanja v novinarski ekipi, kaj vam od tega pride prav danes? To vprašajte moje PR-ovce, ko jim težim, kako mora izgledati slika. To ti televizija da. Veste, vsebina in besede zaživijo v popolnoma drugi luči na videomediju, če slika seveda parira temu, kar govoriš. Če bi se pa recimo zdaj spet znašali v podobni vlogi v ekipi informativnega programa, kaj bi bil pa vaš nasvet mlajšim generacijam novinarjev? Moj nasvet je, če ne veš, vprašaj. Najhuje, kar se novinarju lahko zgodi, da misli, da ve, pa se na koncu izkaže, da ni vedel. Nikoli ne boš vedel vsega. Nauči se vprašati tiste, ki vedo in znajo. Kaj bi rekli, da so vzporednice med žensko voditeljico informativnega programa in predsednico države? Meni je novinarski poklic nasploh, ne bom rekla samo Pop TV, dal eno žilico biti radoveden, povedati tisto, kar je v določenem trenutku prav, pa ne biti zaletal. Tega se pa še danes učim. Velikokrat se je treba ugrizniti v jezik, ne biti prehiter. Na tej poziciji moram biti seveda še bistveno bolj previdna, ko nekaj rečem, ampak novinarski poklic ni daleč od te odgovornosti. A ima po vašem mnenju televizija še vedno tako veliko moč, kot jo je imela včasih? Morda se zdi, da neko svojo moč izgublja, ampak kolikor spremljam statistike o gledanosti, branosti, poslušanosti, so dnevno informativne oddaje v
vendarle še tiste, ki jim ljudje zaupajo. Zaupanje si je treba prigarati. Jaz mislim, da televizija nikoli ne bo izginila. Koliko veliko vlogo pa je takrat Pop TV igral v vašem življenju? Pop TV je meni dal res veliko. Dal mi je, moram priznati, prepoznavnost. Strah od kamere, seveda to je proces, to ne gre čez noč. Meni je to danes na tem mestu zagotovo ena dodana vrednost, mene kamere ni strah. Vam pa moram povedati, da je bil ta preskok iz biti na eni strani mikrofona, preiti na drugo stran mikrofona, pa tudi težek. Pop TV je bila ena taka družina, kjer smo se družili, zabavali vmes, ko je nastajala oddaja ob 7 zvečer. Zelo, zelo lepe spomine imam na to obdobje in zavečno bodo ostali zapisani v mojem spominu, v mojem srcu. In iskrena hvala Pop TV za vse, kar si mi dal in še enkrat vse najboljše od srca. Ostani, dragi Pop TV, tak, kot si še naprej, konkurenčen, dober, odličen. No, midva pa se zahvaljujeva za vašo pozornost. In vas jutri spet vabiva, ko gleda oddaje 24 ur. Lep pozdrav. In nasvidenje.